Največja vrednost Startup klinike je, da odgovarja na velike dileme startupov na različnih razvojnih fazah. V začetku, kako pripraviti dober pitch, kasneje pa kako dobro pripraviti poslovni načrt, pa kako ga dobro izvajati. Prvenstveno pa odgovarjamo na dileme, kako osvajati trg, pa kako voditi finance, zato da kontroliraš svoj denarni tok in da veš, koliko časa imaš še runwaya, da ne prideš v likvidnostne težave, kar je najbolj pogosta napaka v startupih, ki so zagledani v projekt, pozabljajo pa na vse ostalo, kar je naokrog. Tri težave, najpomembnejša težava je neobvladanje stroškov oziroma neobvladanje kalkulacije. Ta druga stvar je neobvladanje prodajnih kanalov oziroma same prodaje in četrta je disciplina in kontrola notranjih procesov. Te morajo biti na tedenskem nivoju, če govorimo zdaj o lean startupih ali pa o agile razvoju startupa, je to kratek sprint, kontrola v ponedeljek, ponovno sprint, feedback, kontrola, ponovno novi vhodni parametri in novo testiranje. In to je edini način, da zelo hitro dobimo odgovore na trgu in da se prilagajamo in te odgovore na trgu inkorporiramo v svojo storitev ali pa izdelek. Zelo pomembno je, da tim dela kot skupina, da vedo vsi, kaj je cilj in da vejo, kako daleč so prišli v tem cilju, kar pomeni, da se morajo vsaj enkrat na teden srečati, v miru pogovoriti, definirati naloge za ta teden in seveda prekontrolirati pred tem, kaj so bili rezultati nalog in dela v preteklem tednu. In to je res, to so te kratki sprinti. Mislim, da to nam malo manjka. Naslednja stvar pa je, ves čas je treba imeti v glavi exit, posebej, kadar pride podjetje do tega, da začne iskati eksterne vire financiranja, takrat je pomembno, da ima to v mislih in da gradi pravilen cap table, kar pomeni lastniško strukturo. Če ima premalo, če imajo ustanovitelji premalo kapitala ali ga pa preveč široko srčno delijo med znance in prijatelje, v začetku potem pridejo v drugi rundi pravzaprav pod 50%, kar pa ni namen, ne njihov, še manj pa investitorjev. Investitorji imamo radi, če je cap table ozek in jedrnat, kar pomeni, da imajo podjetniki v drugi rundi še vedno krepko večino. Morajo pa seveda startupi računati, da v vsaki rundi, ko damejo investitorja, bodo izgubili 10, 15 do 20% svojega kapitala oziroma svojega lastništva, odvisno od tega, kako hitro so napredovali v prodaji, ker je od tega napredovanja v prodaji odvisna evaluacija njihovega podjetja. In to so te glavne mehanike, ki jih mi gledamo, ne. Se pravi, če imaš trg, si več vreden, če si več vreden, boš dal za naslednjo rundo manj equity-ja, kakor pa sicer, če si slabo prodajal. Logično.